Ok, to je, kada greva za 2 tedna. Na more. Ampak vse. Po mojem, da ne. Meni je to zmer tako scary. Tam pač mora. Ja. Pa počas prosim, da me nas lepo. A jaz kdaj ne vozim lepo. Midva sva Kaja in Matic. Hola. In midva sva se odločila, da bova začela snimati vloge, v katerih vam bova predstavila ideje za izlete na budget. Tako da zdaj sva že na poti na najin prvi izlet, greva raziskati en delček slovenske obale. Tako da pet z nama, komaj čakamo! No, po tem na viaduktu sva se midva peljala že tokrat, ampak ga pa nikoli še nisva videla iz razgledne točke. Tako da ga greva zdaj pogledati. Se pravi, to je najin prvi postank. Prvič sva tukaj, ful priporočam pač, kadarkoli greste na morje, da se ustavite tukaj na Črnem Kalu. To je v bistvu neka utrdba, ki je bila zgrajena zato, da so, by the way, gledali na svoje posestva, da se jim ni kaj zgodilo. Iz tukaj se vidi na Trst, na našo slovensko obalo, tako da ja, ful fajn razgled, ful hude fotke kle lahko ratajo, tako da... Evo, Črni Kal sva pogledala, sendviče sva tudi pojedla, zdaj greva pa do Mesečevega zaliva. Avto se pusti tukaj, kaj je parkirišče Strunjan, 1,5 € je za 1 uro, parkingov je pa čez glavo. Sva prispela na najlepši spot slovenske obale, če vprašaš mene. Ja, tukaj je razgled, pač dol na zaliv. Pol je pa tam naprej potka in se gre lahko tudi dol na plažo in se lahko tudi kopaš. Ja, je pa kar tako strmo, stopnice so, tako da moraš pol v zakupu zdaj, da je treba iti nazaj gor. Kakšna meduza! Je to? Evo da je, primpajo. Ne! No, kjer mu bolj paše. Čakaj, da ti dam televko. Evo, vidim, da sva že tukaj dol v zalivu. Pogrnila sva si dekco. Najin next stop je pa že Piran. Tako da, pojď z náma. Gremo v garažno hišo. Kaj je najbolj pomemben, povej? Ne izgubiti parkiranega listka,
ker stane 90 €. Meni se je enkrat to zgodilo, ampak sem pa malo lepo pogledala, veš, pa sem jim malo... Ja, danes ga mi je spravil. Ja, skrbej. Fora je, da je v tej parkirni hiši ful dobro to, da greš v bistvu samo z liftom v čist spodnji štuk in spodaj pobira bus, ki pelje direkt do centra Pirana, ker drugače bi bila kar dosti dolga pot za hoditi, tako da to je top. Zastonj je, pa ne rabiš nositi vse te krame. No, mi da so se odločila, da bova spala v tem hostlu, Traditional Piran House, ki je na ful dobri lokaciji, čist sred Pirana, je pa tudi ena najcenejših opcij in sicer stane 60 € na noč. Kuhna in kopalnica sta skupni, tole pa je najina soba. Welcome! Midva sva se razpakirala, preoblekla, no jaz sem se. Zdaj greva pa na piransko obzidje, tako da pojdi z nama. Madonna, nahodila se bova. Never ending steps. Shujšala. Wow. Nice. To. Kdo? Se pravi, the thing is, da vsak štuk višji je lepši razgled. Ampak tako tukaj je lep, da sploh misliš, da To je lepo kasvina. ne more biti lepši. Pazi glavo. Kle je pa hudo. Dol. Pozabila sem povedati, koliko je vstopnina. Bila je 1,5 € za študente in dijake. Pa 2 € za odrasle. Tako. Ja, v bistvu najin plan zdaj je, da greva še enkrat z gratis busom do avta. Pol pa bova šla v trgovino, kupiti stvari za večerjo in pa bova doma naredila večerjo. Malinovec, vino. Ok, a in dosti? Ne, a je bil en kdaj dost? Ja, ne, sam. Waiting at the blagajna. Sam še nekaj sem pozabila. Kva pa imaš? Ups. No, tole je pa ekstra. Prej sva si dol v skupni kuhinji spekla te pice, ki sva jih prej kupila in sva jih nesla gor na teraso tega apartmajčka, tako da... In sončen zahod mava. Na zdravje. Na zdravje. Where are we going, Kaya? It's a surprise. Evo, zdaj hodiva gor do obzidja in tam bova imela piknik. Če se ne bi bil klanc.
to te mogli dati skozi. Ampak se splača. Oj, evo, mi da sva si postavila piknik, zdaj bova tudi tukaj pojedla, fajn z razgledom na morje, tako da v bistvu je to en obrok, ki je spet zelo poceni prišel, ker sva pač sam nabrala sadje pa stvari, ki sva jih imela itak že doma in so bile za pojest, tako da ja, dober tek nama. Zdaj za piknik, kva rabite sabo, pač kar boste jedli. Musko, mava zvočnik, obvezna oprema, valjda dekca in to je to. Matica, a še kaj drugega? Ja, zdaj se Matica ne slišim, ampak prav, da dobro družbo. Evo, takole, mi da sva že iz piknika. Vso prtljago sva napakirala in sva šla na free bus in jo že peljala v avto. To pa zato, ker je treba iti do 10 ven iz sobe in zdaj greva brez prtljage nazaj v Piran, da čim boljše izkoristva ta dan. Evo, smo na vrhu. Za 2 evra se tole definitivno splača. Ne se vzdražati, ko Matica je skoraj kav. Ko se reče? Ko je začel zvoniti, tale komaden zvonc. Kar kaj kapno, saj mene tudi. Drugače pa lepo zelo. Evo, imamo Slovenijo, tamle se vidi Hrvaška, tam je pa Italija. Evo, najin vikend izlet se bliža koncu, nazaj grede se bo ostavila samo še na eni lokaciji. Bi pa zdaj rada povedala, koliko sva vse skupaj zapravila. Se pravi, za bencin 50 evrov, za parking 15 evrov, za apartma 60 evrov, za vstopnine 7 evrov, za trgovino 20 evrov, vse skupaj 152 evrov. Tako da mislila, da sva ful poceni skozi prišla. Zdaj so se ustavila še na gradu Socerb. Samo 7 minut je iz avtoceste, ko se vračate nazaj. Tako da v bistvu je čist potoma, pa se ful splača, ker je spet brez vstopnine. Mi da so si naročila eno palačinko, tako da tukaj imate ta kafič. Razgled je pa amazing. Ja, prišla sva do zaključka. Kar povej, kako sva se imela. Ja, tako, bilo je kar naporno. Ful enih stvari sva videla, tako da če nočete, da je pač to natempira, maybe bolj, da pač vzamete 2 noči, pa to ostavite v 3 dneh, ker za 2 dni je kar tako zelo veliko enih stvari. Povejte v komentarju, kam naj greva naslednjič. Ne vem, lahko greva na Štajersko, na Dolenjsko. Sam da je poceni. Ne naj pozabiti pofollowati tudi na Instagramu pa TikToku, pa pofollowajte tudi Džunglo. Tako da ja, se vidimo naslednjič. Čau! Čau!